Draga moja družba, danes bom pa nekaj govorila o pričakovanjih in prevečkrat sem že doživela, da motivacijski govorci in razni avtori govorijo o pričakovanjih v tem smislu, da potem nekatere osebe lahko doživljajo občutek krivde, češ, jaz pa tak in tak zmeraj preveč pričakujem, zato pa se mi to pa to dogaja. Namreč mnogi imajo ta izraz, to krilatico, ti si preveč pričakovala ali pa ti si preveč pričakoval, kot obrambni mehanizem, ker se ne soočajo s svojo neodzivnostjo, uporabljajo tudi kot izgovor za lastna dejanja ali nedejanja, ne? In pa na ta način podtikajo sogovorniku občutek krivde, ker je nekaj pričakoval in to je tvoj problem, ne moj, če ti toliko pričakuješ, kaj te jaz zamorem, ti pač preveč pričakuješ. Vam je to znano? Ti preveč pričakuješ. In ali so pričakovanja res problem? Ne nujno, pričakovanja so človeška in izhajajo iz vrednot, dogovorov, bližine in empatije. In zato je treba vedeti, da so včasih pač pričakovanja neizrečena, da nastajajo neskladja v odnosih v zvezi s pričakovanji in zato vam bi rada povedala mojo resnico, kaj razmišljam o pričakovanjih nasploh, da previsoka pričakovanja do sebe in do drugih lahko vodijo v razočaranje, ampak tista upravičena pričakovanja, ki temeljijo na spoštovanju in čustveni povezanosti, to pa ni problem in razočaranje je v teh primerih popolnoma legitimno. Ja? Ni vam treba imeti slabe vesti, ko vam nekdo reče, joj, ti si pa preveč pričakovala od najinega odnosa, jaz ne morem biti s tabo, ne vem, enkrat mesečno, pa dvakrat mesečno, da se skupaj vsedemo in tako dalje. Ne bom zdaj razlagala svojih tez o prijateljstvu, o sorodstvenih odnosih in o vsem tem. Pač med sabo vemo, da če imamo z nekom odnos, nastanejo čustvene vezi, takšne ali drugačne in potem, če nekdo ni odziven, če nekdo ni pozoren, pač pol nastanejo vrzeli in te vrzeli kaj hitro vodijo do prekinitve nekega odnosa. Ne? Ampak zato še ni treba osebi naložiti, kakšna velika pričakovanja si imela, ker pač imaš sam, ne vem, milijon ljudi okoli sebe, pa ti nikoli ni dolg cajt, pa si površen v odnosih, pa se delaš, kak si dober do vseh ljudi, kak pomagaš vsem in gor in dol in potem ti pa tak in tak preveč pričakuješ, tebi pa tak in tak non-stop nekaj pomagam, pa ti pa kar sploh ni velikokrat res. Zato ta sodobni izraz ti imaš veliko pričakovanje, služi kot beg pred odgovornostjo do sočloveka. To je resnica. Pomeni to, kar vam govorim. In pazite se ljudi, ki vam naložijo slabo vest zaradi vaših previsokih pričakovanj, a ste z ljudmi v lepi povezavi, v prijateljskem odnosu ali sorodstvenem odnosu ali karkoli že. Ne krivite samega sebe, samo sebe, ves čas, da ste preveč pričakovali. Zato bi kot zaključek povedala še to, ni problem v vaših previsokih pričakovanjih, mnogokrat ni problem, lahko pa grajene, ampak je problem v tem, da nekdo z vami manipulira in da si preko tega pere roke, ko vam reče, ti preveč pričakuješ. Tisti, ki čutijo, pa naj bi se opravičevali, ker so si dovolili nekaj pričakovati. Komu se bomo opravičevali, če smo kaj pričakovali, sebi ali drugim? Ne se opravičevati. Dovoljeno je pričakovati v odnosih, ki so čisti, v odnosih, ki so iskreni, v odnosih, ki so dobrohotni, v odnosih, ki so enakovredni, v odnosih, ki so spoštljivi. V redu? Tako da nikar se ne
tolčite skozi po glavi, pa si delajte slabe vesti, ker ste preveč pričakovali. Ja? Ampak razmislite, ali vas je nasprotna stran skušala manipulativno zapeljati s tem, ti pa preveč pričakuješ. Pa.